Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Če kdajkoli mislite, da boste prišli do točke, ko se Bog ne bo brigal za vas o nečem, se močno motite. Bolje je za vas, da se to nikoli ne zgodi, kajti najslabša stvar, ki se vam lahko kdajkoli zgodi, je... Danes vam hočem govoriti o 7 značilnostih popolnega srca. Nekaj dni nazaj sem meditirala o 2. kroniški knjigi 16. poglavje, kajti Gospodove oči se sprehajajo po vsej zemlji, da okrepijo tiste, ki so mu z vsem srcem predani. Za nekoga, ki ima popolno srce. Zelo sem vesela, da Svetopismo ne pravi, Gospodove oči se sprehajajo po vsej zemlji in iščejo nekoga, kjer bi se izrazila njegova moč v tistem, ki je brez napak. Veliko let svojega življenja sem porabila za to, da sem poskušala biti perfektna, brez napak in si mislila, boljša ko sem, več lahko stori Bog zame, boljša kot bom, lažje si pridobim izid, ki si ga želim. Zame je bila zares velika novica in vesela novica je tudi za vas, da Bog išče nekoga na zemlji, ki uspe opraviti svoje delo. Nekoga, ki ga lahko on blagoslavlja. Nekoga, da se lahko med njegovim delovanjem izkaže za močnega. On ne išče nekoga, ki deluje brez napak, kajti takšni ne obstajajo. On išče nekoga, ki ima čisto, predano in zvesto srce. Po pravici povedano, zvedala sem iz Svetega pisma in lastnega izkustva, da ima Bog raje tiste, ki, če tudi naredijo nekaj napak, imajo res predano srce, kot pa tiste, ki počnejo vse prav. Nekateri si mislijo, da so tako super religiozni, vse je izredno, držijo se vseh pravil in predpisov, vendar pa imajo smrdljive in slabe navade srca. Boga ne zanima, da bi naše delovanje bilo popolno, kot bi si mi včasih mislili. Ljudem želim vedno povedati, da oni niso nobeno presenečenje za Boga. On je vedel, koga bo dobil, ko vas je ustvaril. Jaz nisem presenečenja za Boga, on je vedel, kaj bo dobil, ko me je sprejel. On je rekel, dobro, Joyce, sedaj se spravi v red ali pa pojdi. Pravzaprav delala sem stvari, ki so mene presenečale, in vendar za Boga niso bile presenečenje. On je že vedel zanje, še preden mi je dovolil, da sem lahko v odnosu z njim, po Jezusu Kristusu. Vendar velikokrat slišimo, da ljudje govorijo predan sem, moje srce je dobro, predan sem. Kajti, če obstaja popolno srce, potem ga hočem imeti in sem gotova, da ga želite tudi vi. Začela sem misliti o značilnostih odličnega srca. In če sem čisto odkrita, mi je Bog dal tole sporočilo. Ni trajalo dolgo in povabim vas, da bi preiskali svoje srce. Danes vas vabim, da bi se vprašali o vsaki točki, na katerem področju se nahajate. Ali je to področje takšno, da bi morali začeti zanj moliti in prositi Boga, da vam pomaga rasti? Kajti želimo si, da je naše srce naravnano na Boga. Lahko rečem, da bolj ko je naše srce naravnano na Boga, bolj prav ravnamo. Vendar poglejte, vi lahko izgladite svoje obnašanje in imate še vedno umazane srčne lastnosti. Vendar pa, če imate zares dobro srce do Boga, dobro srce, da ljubite Boga in hočete postati to, kar Bog od vas pričakuje, da želite služiti Bogu in pomagati ljudem, potem to gre z roko v roki služenjem Bogu. Ali vam ni všeč biti med ljudmi, ki vam lahko povedo, da imate dobro srce? Koliko izmed vas si to želi? Ne govorimo o fizičnih lastnostih srca, da bi imeli močno srce in utrip. Ko govorimo o srcu, sem večkrat zmislila zamenjati besedo srce z držo. Velikokrat se zgodi, da to, kar je v našem srcu, se pokaže v drži. Tako je prva stvar, ki bi vam jo danes rada povedala, da človek z dobrim srcem vedno duhovno raste. Ali vi rastete? Ali ste to leto drugačni, kot ste bili lani? Ali je vaše obnašanje boljše, pa čeprav niste popolni, kot pa ste se obnašali pred 5 ali 10 leti?
Ali ste še vedno v takšni situaciji, kot sem bila sama pred mnogimi leti, ko sem redno zahajala v cerkev in sem verovala, da je Jezus umrl zame? Zagotovim vam lahko, da sem trdno verjela, da če bi umrla, bi šla v nebesa. Vedela sem, da sem odrešena po milosti in ne po delih. Vendar vam lahko zagotovim, da nisem nič rasla. Šla sem v cerkev in nazaj domov in se nič ni spremenilo. Hodila sem v cerkev in domov in se nič ni spremenilo. V cerkev in domov, ampak nič se ni spremenilo. Naš odnos z Bogom ni omejen na nedeljo zjutraj. Ne govorimo samo o 45 minutah ali 1 uri ali 1,5 ure, ki jo prebijamo v neki stavbi, kjer prisostvujemo obredu. Temveč moramo Boga spustiti v vsako posamezno področje našega življenja. To pomeni rasti. Lahko vam povem, da če redno hodite v cerkev in ne rastete, potem je ali nekaj narobe s cerkvijo, kamor hodite, ali pa je nekaj narobe z vami. Če bi bila na vašem mestu, potem bi raziskala, kje je problem. Če je problem pri vas, potem se morate pokesati in reči Bogu, da je čas, da se zravnate in predate. Če pa je problem v cerkveni skupnosti, kjer se ne morete veliko naučiti, potem morate iti še kam drugam, kjer se boste naučili soočiti z Božjo besedo in slišali polnost evangelija. To pomeni resnica Božje besede. Ni potrebno, da se ob vsakem obisku cerkve počutite dobro, ko obiščete cerkev. Včasih se morate s čim soočiti. Včasih potrebujete udoben sedež, ampak včasih potrebujete, da vas kdo opomni. Sredi vsega tega moramo dobiti tudi spodbudo. Potrebujemo ljubezen in potrebujemo, da ljubimo. Moramo se dograjevati. Pojdite tja, kjer lahko prejmete pravo hrano, Božjo besedo, ne da bi vas vsak teden samo zabavali in hranili z mlekom po flaški, teden za tednom. In teden za tednom. Če niste na pravem mestu, kjer rastete, potem morate iti tja, kjer boste rasli. Vem, da bi mi vsi radi mislili, da če ne rastemo, je krivda v cerkveni skupnosti, ampak najprej bi začela pri vas. Hočem biti gotova, da vi izpolnjujete to, kar slišite v cerkvi, kajti če nekaj slišite, ampak tega ne storite, potem ne rastete. Rekla sem, da če samo poslušate v cerkvi, potem pa tega ne izpolnjujete, nič ne rastete. Če ne storite tega, kar slišite danes od mene, ne morete rasti. Bog pa vam bo pomagal, da stvar izpolnite. 2 izreka sta, za katera bi rada, da bi se iznebili. Ne morem pomagati ali to je pretežko. Vi se morate osvoboditi obeh stavkov. Vse, kar vam Bog naloži, da storimo, nam da moč in možnost, da to izpeljemo, če le dovolj prosimo in se nanj tudi naslonimo. Nehati moramo stavki, to je pretežko, ne morem pomagati. Ti izgovori nam kradajo moč. Nas držijo na istem mestu in tako ne bomo nikoli rasli. To, kar morate reči, je vse, kar mi Bog naroči, lahko storim po Jezusu Kristusu, ki mi daje moč. Veste, zelo me je skrbelo dejstvo, da naj imam popolno srce. Slišala sem ljudi pridigati, da nas Bog hoče popolne. Bodite popolni, kakor je vaš nebeški Oče popoln. Imeli boste besedilo na zaslonih, kajti želim, da vidite, kaj pravi tudi razširjena razlaga Svetega pisma. Bodite popolni, prav tu se počutim v težavah, vendar imam zelo rada te vrstice. Bodite torej popolni, da rastete v popolno zrelost, ki jo ima Bog in njegov značaj, tako da dosežete pravšnjo višino vrlin in integritete. Kot je popoln vaš nebeški Oče. Torej vemo, kdo je popoln. Bog Oče je naš zgled in mi si prizadevamo, da bi mu bili podobni. Apostol Pavel nas spodbuja, da bi mu bili čim bolj podobni v popolnosti. Če ne stremite za izboljšanjem, potem je nekaj hudo narobe z vašim srcem. Prepričana sem, da vi vsi to želite, kajti drugače ne bi bili tukaj v tej dvorani. Tisti, ki ste vztrajali prvi 2 minuti mojega televizijskega programa, si želite nekaj spremeniti v svojem življenju. Zanima vas, da v nečem zrastete, ali pa samo čakate, da postane popolnoma zmešana, ali karkoli že. Vendar, če boste dovolj časa ostali z menoj, bo mogoče Bogu uspelo, da nekaj vsadi v vaše srce in s tem bi lahko doživeli zares veliko spremembo. V svojem ravnanju hočem biti popolna, vendar se zavedam, da tja lahko pridem samo z določeno stopnjo slave. Študiram, molim in Bog skrbi zame. Pokorim se,
molim, študiram nekoliko več, zaupam Bogu in kaj kmalu na to vidim nekatere spremembe. To se dogaja 35 let in ne pričakujem, da se bo kdajkoli končalo. Če mislite, da boste kdajkoli prišli do točke, ko se Bog ne bo brigal za vas o nečem, potem se močno motite. Boljše je upanje, da se to ne bi nikoli zgodilo, kajti najslabša stvar, ki se vam lahko zgodi, je, da vas Bog pusti same in vas pusti tam, kjer ste. Amen. Sveti Pavel pravi, nisem dospel do popolnosti, ampak se trudim, da bi to dosegal. On je omenil eno stvar, rekel je, pozabljam, kar je za menoj in se iztegujem proti temu, kar je pred menoj. O tem bomo kmalu govorili. Še prej pa pogledajmo za sekundo v 1. Petrovo pismo 2:2. Hrepenite za Božjo besedo in rastite v popolno odrešenje. Nič si bolj ne želim, kakor zvok 10 tisočev ljudi v tej dvorani, ki obračajo liste svojega svetega pisma, ko jim rečem, da poiščejo določeno besedilo. To so ljudje, ki hrepenijo po Božji besedi. Nič ni lepšega, kot da dopustite, da zgodaj zjutraj čim prej, ko zmorete, da Božja beseda deluje na vas. Odprite svoje svetopismo. Pismo Efežanom 4:10-12 pravi, da je Bog dal nalogo služenja. Da so eni apostoli, drugi preroki, spet drugi oznanjevalci evangelija, spet drugi pastiri in učitelji. To so darovi oznanjevanja, da bi mi lahko rasli, postali zreli in bi mi lahko šli med ljudi ter opravljali poslanstvo oznanjevanja. Bog je dal vam duhovnikom, da učite in vam pomaga, da z učenjem spreobračate srca. On vam je dal učitelje, da vas podučijo in pomagajo spreminjati. Ali rastete? Ali ste zadnjih 25 let hodili okrog iste gore in ste še prav tako trdoglavi, da bi storili, kot Bog hoče? Ali pa ste pripravljeni, da stopite onkraj tega? Nekdo s popolnim srcem je tisti, ki resnično hoče rasti. Hoče se spremeniti. Prosi Boga, naj ga spremeni. Prosi Boga, da ga preišče in mu pokaže tista področja njegovega življenja, ki jih lahko spremeni. Oseba s popolnim srcem ne najde napak pri drugem, medtem ko si sama misli, da je popolna. Spominjam se časov, ko sem še hodila v cerkev in potem nazaj domov, cerkev in domov in nič se ni spremenilo. Ko pa se je Bog dotaknil mojega življenja, sem začela študirati Božjo besedo in vse sem hotela prenesti na Davida. Bolj, ko sem brala svetopismo, več problemov sem videla, da jih ima mož David. Dajte no. Molila sem za Davida, da se spremeni. Z vso vnemo sem molila za Davida, da se spremeni. Bog pa je spregovoril v mojem srcu in rekel, David, ni problem. Tedaj sama nisem vedela, kdo na svetu bi lahko bil, kajti niti na kraj pameti mi ni prišlo, da bi to lahko bila jaz. Tako torej, preden poskušate spremeniti koga drugega, dajte no, preden poskušate spremeniti kogarkoli drugega, se najprej prepričajte, da vi rastete in da prosite Boga, naj vas spremeni. Druga stvar je, in jaz sem prepričana v to, da je oseba s popolnim srcem zares popolnoma predana. Nič mlačnega, nič lenega, na pol pečenega, nekaj na pol. Bog ni zadovoljen z nikomer, ki je samo na pol poti do tja, kjer bi moral biti. Na pol poti ni dovolj. Mi moramo iti vso pot z Bogom. Vse preveč ljudi začne v pravi smeri. Oni delajo z Bogom, da bi premagali ta ali oni problem v svojem življenju, ali da bi prišli do kakšnega izida. Vendar vse je v redu, dokler o tem samo govorijo. Ko pa pride do malo nelagodja, do boleče izkušnje in žrtvovanja, potem kar naenkrat stopijo nazaj tja, kjer so začeli. Vi ne smete odnehati, ko so stvari težke. Morate stisniti zobe, kajti na drugi strani bolečine je zmaga. Lahko vas danes boli zaradi težav s samodisciplino, ali pa vas bo jutri bolelo, ko se boste kesali. Kaj od tega boste zbrali? O tem sem govorila prejšnji teden, da ni nič bolj žalostnega, kakor videti starejšo osebo, ki ima samo še nekaj let življenja,
In vse, kar ima od svojega življenja, je le obžalovanje. To se vam ne bo zgodilo, če boste prav sedaj začeli na tem področju nekaj delati. Morate sprejeti pravo odločitev, prav zdaj. Ob disciplini se mi ne počutimo vedno dobro. Ni nekaj takega, kar bi vedno z veseljem upravljali, vendar nam pozneje v življenju prinese določene rezultate, žetev, če napravimo prave odločitve. Rimljanom 12. poglavje 1 zelo dobro poda to, kar hočem povedati. Ker je Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje, darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno daritev. To je vaše smiselno bogoslužje. Darujte vse svoje ude in zmožnosti, vse vaše ude in zmožnosti. To pomeni vaše oči, ušesa, vaša usta. Bog hoče, da bi bili zvesti njemu in da ne bi poslušali plehkih stvari. On hoče, da bi mi prisluhnili čenčam, opolskemu govorjenju, zahrbtnemu govorjenju in raznim zgodbicam. On ne želi, da bi vi prisluhnili nekomu, ki med kosilom pripoveduje omazane šale in se potem smejite samo zato, da ne bi bili črna ovca. Danes ste preveč mirni. On hoče, da smo mu popolnoma zvesti. Ne samo, da greste ob nedeljah v cerkev in preostali konec tedna, ne more nihče reči, da ste v tesnem odnosu z Bogom. Moramo biti predani in posvečeni. Beseda posvečen meni, da je nekdo odmaknjen in zato namenjen v uporabo Bogu. Vi nočete, da se kdorkoli vtika v vaše stvari. Vendar Bog hoče, da smo posvečeni. Preden bom končala, bom vprašala ljudi, če se niso popolnoma predali Kristusu. Vidite, tukaj smo imeli pred začetkom predavanja izročitev Jezusu in veliko ljudi, na stotine, je dvignilo svojo roko in trdilo, da so prejeli Kristusa za svojega odrešenika. Vendar ali ste zares popolnoma predani? Popolnoma predani. Tukaj je veliko ljudi, ki so zelo predani, vendar so nekateri tukaj, za katere ne bi mogel niti misliti, da so popolnoma predani. Kakor sem prej rekla, mi ne moramo naložiti svojega sebičnega, grešnega, bedastega življenjskega stila Jezusu in si misliti, da je to naša stopnica za nebesa. Moramo biti zvesti. Naša pot nebesa ne izvira iz dobrih del. Po resnici vam moram povedati, če imate pravi odnos z Bogom, si nič ne morete pomagati, hočete samo rasti. In če nočete rasti, potem je tu problem z vašim srcem. Nekaj je narobe, če nočete biti popolnoma predani. Nekaj je narobe z vašim srcem. Bila sem kristjanka mnogo let, preden sem postala popolnoma predana. Veste kaj? Verjela sem, da bom prišla v nebesa, vendar če se ne bi popolnoma predala, potem danes ne bi bila tukaj in vam pomagala. Ne bi doživela takšnega izida življenja in zmag, ki sem jih doživela. Biti kristjan ni samo to, kdaj se boste lahko izmuznili skozi zadnja vrata v nebesa. To je, kako boste živeli svoje življenje. Kako boste živeli svoje življenje? Kaj naj storimo zdaj? Povem vam, da sem tako izmučena s svetom, kako ljudje reagirajo. In vsakdo se obnaša, kot da je Bog naš sovražnik in se ga povsod skušajo otresti. Vsak dan me to bolj in bolj žalosti. Tako sem utrujena poslušati novice o vojnah ali namigovanja o vojni, uporih, nesrečah in vseh teh strašnih stvarih, ki se dogajajo. Kako zelo bi si želela, da bi ljudje množično klicali Boga in se obrnili k Bogu. Zelo očitno je, da se bodo stvari poslabšale, dokler ne bomo ponovno začeli klicati Boga. Ni potrebno biti genij, da bi to razumeli. To ni težko. Ko bodo ljudje enkrat popolnoma predani Bogu, se bodo stvari v vašem življenju predrugačile. Če pa niste popolnoma predani, potem prisluhnite Pavlu, kar je rekel Rimljanom. Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje, darujte svoje telesa, vse ude in zmožnosti. Darujte svoj denar, darujte svoj čas. Ko začnemo govoriti o denarju in času, ljudje kar Vi tako ali tako ne bi imeli nič, če vam Bog ne bi dal. Zakaj vas je potem tako strah, če bi on vas vprašal za delček tega denarja?
za karkoli vpraša, kajti on nikoli noče vzeti ničesar od vas, ampak vam hoče dati seme, da ga lahko posejete in tako boste prišli do večje žetve v svojem življenju. Neumno je, da ne ubogamo Boga, ko nam reče, naj darujemo. Kako naj rečemo, da je naše srce napolnjeno z Bogom, ko pa nikoli ničesar ne darujemo? Darovanje in krščanstvo ne moreta biti ločena. Darujte svoj čas, darujte pomoč, darujte spodbude in poklone. Živeti moramo zato, da lahko dajemo. Trdno se odločimo za darovanje. Danes naredite odločitev. Jaz ne bom len, mlačen, na pol poti kristjan, ki bi lezel skozi zadnja vrata v nebesa. Ničesar ne obdržite, ampak bodite v vsem popolnoma zvesti. Bodite zvesti v rasti, bodite zvesti v služenju, bodite zvesti v darovanju in bodite zvesti Božji besedi. Sveto pismo pravi, da če ne darujemo srcem, je to prazno darovanje. Z drugimi besedami, če hodite ob nedeljah v cerkev in se tudi aktivno udeležujete bogoslužja, morda ste celo v župnijskem svetu, nekaj darujete ali se vsake 3 mesece pojavite tam tudi med tednom, vendar pa niste resnično popolnoma zvesti Bogu. Vaš je nekje drugje, mislite vse mogoče neumne stvari, čenčate prav tako, kakor kdo drug, ali pa kakor delam sama, vendar sedaj krivim vas za isto. Niste zvesti in predani. Včasih se moramo ponovno usmeriti k tej zvestobi. Postanem na nekem področju zares močna, potem pa se najdem, da padem, spodrsne mi. Danes zjutraj sem ugotovila, da sem imela neko držo glede nečesa in sem slišala samo sebe, Joyce, ti zmoreš boljše od tega. Morala sem iti v sobo, se spokoriti in se spraviti z Bogom. Morala sem biti v pravem odnosu z Bogom. Morala sem se posvetiti zvestobi za to držo. To ni nič narobe, mi nismo ustvarjeni za popolnost. Bog vidi vaše srce in če zares hrepenite delati to, kar je prav, naj vam povem. Če mislite, da nikoli niste ničesar zagrešili, potem ste žalosten primerek. Če je za vas zares težko reči, zmotil sem se, potem morate poklekniti in začeti 2-kratno, 3-kratno molite. Morate postati dobri, tako da priznate napake. Napak sem ravnal, zmotil sem se. To vam ne naloži krivde za vašo osebo, ampak priznate svoje obnašanje, ki ni bilo pravo. 1. Petrovo pismo 2:9 pravi, vi ste izvoljen rod, kraljevo duhovništvo, svet narod. Poklicani smo k popolnosti in odličnosti. Ali ni to čudovito? Popolnost in odličnost nista povezani z mlačnostjo ali pa povprečnostjo. Veste, zakaj ste poklicani? Naredite odločitev za rast. Bog ni zadovoljen z nikomer, ki je zadovoljen sam s sabo in da bi ostal na pol poti do tja, kamor ga on kliče. Tretjič, verjamem, da popolno srce ni polno krivde in obsodbe. Sveti Pavel pravi, da se steguje proti popolnosti in to tako, da pozabljam, kar je za menoj. On pravi, da je najpomembnejše pustiti in pozabiti preteklost. Nekateri izmed vas ne morete rasti v popolnosti v zvestobi, ker niste z vsem srcem predani, saj je vaše srce preveč polno obsodbe in krivde iz preteklosti. Vi ste obtičali in še vedno živite s tem, kar se je zgodilo 10-20 let poprej, s tem, kar se je zgodilo danes zjutraj na poti na predavanje. Vse je samo krivda in obsodba in še enkrat obsodba. Jaz niti ne vem, kako naj vam povem, koliko težav sem imela sama s krivdo in obsodbo, ker me je v mladosti izrabljal moj oče. Mislila sem, da je nekaj narobe z mano in sem se počutila slabo, počutila sem se krivo. Prišla sem do točke, ko se nisem počutila prav, če ni bilo nekaj narobe z mano. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.